Fino meni. Danes so kripto, ne? Digitalni valuti, ki je sploh zahvaljujoč ponovni izvolitvi Donalda Trumpa znova v porastu. Vrednost Bitcoina je teden nazaj prvič v zgodovini presegla 100.000 evrov. In Bitcoin naj bi bil ob propadu starih valut smer prihodnosti. Podobno kot zlato, ne, opolnomočila naj bi, tako pravijo zagovorniki, tudi sirote, ne, mogoče gre pa samo še za enega od načinov, kako bogati lažje skrijejo svoj denar. Ne. Ja. Pa dilerjem ni treba več lagati, ne, da imajo gradbena podjetja. Ampak povprečnega človeka to niti ne zanima. Ne. Luka je na ljubljanskih ulicah postavil vprašanje, ki si ga zastavlja vse več populusa, kako zaslužiti s kriptom. Ker nisem toliko investiran v tem, od prijatelja dobim kdaj kakšne informacije, kateri coin ali oziroma kovanec raste in potem mogoče takrat dam noter 20 evrov in potem počakam, pa se mi izplačal. Ne? Dobro je tudi, če imaš pravo kriptovaluto, kjer bo vrednost zrasla, ampak to pa dejansko ne more vedeti čist nihče na tem svetu. Če boš danes dal v Bitcoin, ne boš glih zaslužil, tako da ja, tu moraš riskirati, pač, da lahko veliko zaslužiš. Ja. Zdaj okoli kriptovalut se je zgradila prava skupnost, kriptokultura pa je rodila tudi tako imenovane kriptobroje. Gre za mlado digitalno pleme, ki še ne ve, ali je smisel kriptobogatenja dejansko bogatenje, ali je finta le v tem, da se delaš, da si že to, kar si želiš postati. Zdaj kriptobroji trdijo, da je digitalna valuta neke vrste šivanka, ki bo prej ko slej počila balon starih valut in razkrila veliko prevaro. Kriptokultura se torej vrti okoli te revolucionarne emancipacije od starih sistemov. That's what Bitcoin does. It reveals the scam. It reveals the US dollar as a scam. It reveals the gold market as a scam. The end of the fiat dark ages is here. This is garbage. This is the most Bitcoin thing you could do at a Bitcoin conference. It's terrible. This is the instrument of financial terrorism. Je rekel Max Kaiser, eden izmed kriptogurujev, medtem ko je performativno raztrgal bankovec za $100. Digitalne valute naj bi torej ljudi rešile pred tako imenovanim fiat terorizmom, samo hiter slovarček. Ja, fiat valute v kriptobesednjaku predstavljajo tiste zastarele zaprašene valute, kot so dolar, evro ali rubel. Ne? Evo, da pa ne bova govorila o tem samo iz riti in nekaj napol. Je z nama Sandi Špenko iz podjetja CryptoUnity, to je neke vrste borza, ki so jo ustanovili, ne, ki pomaga vsem takim nevednežem kot sva midva, ne, ki bi radi po jutrišnjem sedeli v Lamborghiniju in jokali od nesreče. Sandi, živijo. Lepo zdrav, dobro jutro vsem skupaj še z moje strani. Dajmo začeti na čistem začetku, ker je to ena tema, za katero si samo domišljamo, da jo poznamo, pa je ne. Kaj je finta kriptovalut v 45 sekundah? Pa če nam razložiš, kot da sva stara 5 let. Ja, kriptovalute si dajte predstavljati kot neke digitalne valute, so na internetu, jih ni v fizični obliki in delujejo na podlagi blockchain tehnologije. Se pravi, enostavno gre za valute, v katere lahko investiramo, z ene strani, z druge strani so pa lahko tudi neke uporabne valute. Tako da jaz veliko časa, ko se pogovarjam s starejšimi ljudmi in rad navežem, saj da jim malo pomagam razumeti zadevo z delnicami. Tako da je zelo, bom rekel, podobna stvar ni ista, ampak dejansko gre za internetni denar, internetno valuto. Njih je veliko, njih recimo največja, kot vemo, Bitcoin. In dejansko niso pod nadzorom, bom rekel, saj te decentralizirane oziroma Bitcoin niso pod nadzorom bank. A lahko skočim, pa boš ti povedal, če prav razumeva oziroma razumem. Ne? Zdaj delnice razumem, jaz investiram v neko drugo podjetje, ne, in potem potegnem, če podjetje služi dividende. Zdaj pri Bitcoinu tega ni, jaz investiram v neko valuto in kaj zdaj fora Bitcoina je, da s pomočjo te blockchain tehnologije ustvarja neke, bom rekel, računovodske unikate, ki so neponovljivi in zato omejeni. A je to ta finta? Ne da se jih tiskati tako kot denar. Tako, v bistvu je vnaprej, bom rekel, spisan program, da ga ne moramo nič okrog prinesti, da se ga ne da stiskati in je bil tudi en izmed Bitcoin, bom rekel, razloga, zakaj je bil ustvarjen,
je tudi zato, da iznič to dvojno porabo denarja. Da ne moramo kar tiskati v nedogled in pa ustvarjati neke inflacije. Tako da zato je tudi, bo rekel, kripto, jaz rečem kripto denar za ljudi. In zato je tudi toliko velik, bom rekel, interesa in zanimanja okrog kriptovalut, ravno zaradi tega, ker, bom rekel, deluje fair, decentralizirano, brez nadzora, noben ga ne more ustaviti in ima omejeno zalogo in zato je to tako povpraševanje in tudi smo prej poslušali, da bojo nekako izničili fiat valute, sicer v to jaz ne verjamem, ampak so pa zelo dober pokazatelj, bom rekel, razvoja finančnega sistema. Zdaj, vprašanje, ki ga jaz najbolj pogosto slišam je, ok, imam enkrat kriptovalute, kako dobiti ta denar ven? V dokumentarcu, ki sem ga gledal glede kriptovalut ta teden, sem slišal, da je najlažje preko tega, da v bistvu ti s temi valutami oziroma s tem kriptom kupiš ure ali pa nepremičnine, skratka stvari, ki držijo vrednost. Kako se v praksi dejansko da dobiti denar ven iz tega? Drugače zelo enostavno. Je pa tako, da vi, ko kupite neko kriptovaluto, jo ponavadi kupite na neki borzi, na neki menjalnici. To je tako, kot da bi šli v banko pa kupili tam in potem banka drži vaš denar. Pri kripto je zelo podobno in sicer vi na kriptoborzi, recimo kot pri nas, kupite Bitcoin in potem ko recimo si ga želite izplačati, ga enostavno pretvorite nazaj v evro, se pravi v fiatno valuto in si ga izplačate na račun. Zdaj, povsod po svetu se pa že uporabljajo tudi različne vrste porabe teh bitcoinov, ne samo, da si jih izplačate v evru, ampak dejansko lahko z njimi že kupujete nepremičnine, premičnine, jih za storitve uporabite, tudi v Sloveniji že, recimo po celotnem BTC-ju lahko plačujete s kriptovalutami. Tako da je res zanimivo gledati ta razvoj in konc koncev, ko se začetnik malo začne ukvarjati s tem, vidi, da je zelo enostavno tudi prodati ali pa si izplačati kripto. Gremo zdaj k tem začetnikom. Mi dva hodva kot mački okrog vrele kaše. Zdaj, Sandi Špenko, Crypto Unity. Daj ti nama povej, mi dva, najin cilj je, mi dva so brez kripto portfelja, kot si najbrž ugotovil. Najin cilj je, da mi dva čez 5 let kupava pol bleda. Kako? Ker to je ideja, na katerem temelji, to je ta kripto privlak. Tudi na internetu, na Instagramu, po socialnih omrežjih se nam kažejo predvsem tipi, ki razlagajo, glej, stari, jaz sem pametno investor, tradal in minal in zdaj sem tukaj. A je to mogoče, a je to mit, a je to natek in kako do tega? Ni mit, je pa bolj izjema kot pravilo. A je prepozno? Ne, ni prepozno, je pa tako, da pri vsaki investiciji obstajajo tveganja. In zdaj, če mi želimo, če ti hočeš kupiti pol bleda, boš mogel ogromno razkirati, da prideš do teh pol bleda, kar pomeni, da bo zelo veliko možnosti, da boš seveda zgubil svojo investicijo. Po drugi strani pa, če investiraš bolj, bom rekel, v manj rizične kriptovalute, bo pa tudi donos nižji in si ne boš kupil pol bleda, ampak mogoče kakšno kremšnito več. In kar hočem s tem povedati je to, da s kriptovalutami se da zaslužiti, če delamo na prav način, je pa ogromno odvisno od tega, kakšna oseba smo tudi mi, a želimo ogromno razkirati, pa imamo sredstva za razkirati, ali bi radi to dolgoročno vlaganje. In tudi mi pri Crypto Unityju podpiramo in nekako učimo naše uporabnike, da se sproti učijo in da vlagajo dolgoročno. Ampak kaj, lahko sem še Boris, še eno vprašanje, potem pa ti nadaljuš. Ampak kaj to pomeni razkirati? Jaz vem, recimo, jaz imam ravno dovolj starega sina, da sem ves čas izpostavljen tem vprašanjem, kaj si misliš, fotor? Jaz imam zdaj tukaj 3 ure našparanga in čez 5 let bi rad kupil četrt bleda in ful ljudem je to uspel. In ful ljudi mi ponuja način. Kle sta dve stvari, Eno so ljudje, ki bi se jih takoj dotaknil, ki ponujajo te zaslužke. To je definitivno največja, bom rekel, nevarnost, ki se včasih začetniki padejo na to foro, da jim tako se izraziti. Tako da to ne obstaja, da te nekdo nauči in da boš sigurno zaslužil. Tako da stran od tega, in to je tudi meče zelo slabo luč na kripto svet. Po drugi strani pa, če imaš sina, ki ima 3000 evrov, pa želi vlagati, jaz bom tako rekel, če bi se lahko vrnil nazaj v svoja
20 leta, definitivno bi začel veliko več vlagati. In mogoče ne 3000 evrov v eno kriptovaluto, ki nima nekih osnov, pa ni svetovno znana, ampak definitivno pa razpršiti v malo več kriptovalut, spremljati, pa se hkrati učiti, pa bo zelo na dobri poti k bledu ali pa dobremu avtu. Slišali smo veliko zgodb, tudi negativnih, recimo o tistem koprskem gospodu, ki je 17,000 evrov dal gladko nekemu kriptoskemerju in takih podobnih zadev. Mene zanima, kako prepoznati nateg za vse poslušalce, ki bi recimo, mogoče si dejansko želeli investirati, kako prepoznati tiste stvari, ki te lahko nategnejo. Za začetek, karkoli vam nekdo ponuja, kjerkoli, pa ne samo v kriptosvetu, dajte stopiti 2 koraka nazaj in razmišljati s trezno glavo, ker jaz sem imel ogromno izkušenj in tudi naša ekipa z začetniki, ki enostavno včasih pozabijo razmišljati s trezno glavo. In to je največji problem, ker verjamejo nekim 100% obljubam, da nekaj bo, če nekaj investirajo, in to ne obstaja. In to je največja napaka. Tako da kako prepoznati? Ja, čist enostavno, s kmečko glavo je treba razmišljati, da če je pač prelepo, da bi bilo res, je prelepo, da bi bilo res. Ampak kaj je prelepo, da je res? Ne? Glede na to, da je vse lahko res. Midva, če greva zdaj v ta neskončen digitalni svet, te iluzije, je vse res. Ne? Ja, je možno, zato je možno, ampak je spet to tako kot pri loteriji. Ne? Ogromni so zaslužki, ampak koliko ljudi pa dejansko uspe iz lota, zadeti, da lahko malo navežem. A je to loterija? A je podoben kot loterija? Je podoben kot piramidna shema? A pa stavnice? Kriptovalute niso piramidna shema, so valute, ampak ker so na tako dobrem glasu, da se da zaslužiti. Tudi prevaranti in pa goljufi se v bistvu poslužujejo kriptovalut, da bi nekako naredili neko prevaro. Ampak sama ideja se tudi daleč zdi malo taka, da ful ljudi investira male količine, peščica si pa razdeli res velike količine. Ni tako pri kriptovalutah. Pri kriptovaluti je čisto enostavno, recimo spet se bom navezal na delance, da bojo lažje razumeli, če smo pač kupili delanco, ki je imela nižjo ceno, pa čez 10 let je zrasla, je potem to dobra vstopna točka za nas. Kriptovalute pa niso piramidna shema iz tega razloga, ker piramidno shemo prepoznate potem, da morate prepeljati še 2, pa boste na njih služili. Kripto je pa čisto enostavna, špekulativna valuta, v katero mi verjamemo, da bo zrasla in pač investiramo. Ampak pa oba sama prideta. A ni dejansko poanta o tem, da recimo, če jaz dejansko pripeljem še 2 človeka zraven v Bitcoin, se bo v bistvu povečala vrednost Bitcoinu? Ker bo več ljudi verjelo v Bitcoin. Ja, to je popolnoma res. S tem, da je to zelo, zelo težko, v realnosti, da bi to res bila neka piramidna shema. Ker Bitcoin, tako kot smo na začetku ugotovili, je program, ki deluje na neki tehnologiji, vnaprej so nastavljena pravila in ta pravila nikakor, nimajo nekih lastnosti piramidne sheme. Kaj pa to je mogoče že malo filozofsko vprašanje, ampak meni se potem poraja vprašanje, mogoče mogoče imam konzervativen pogled na to, ampak kakšen je tvoj pogled na to? Imam pomisle glede tega, da bi recimo živel od nečesa, kar na nek način ne proizvaja ničesar za družbo. Se pravi, jaz, če sem dober v stavnicah, imam občutek, da je podobno, kot če sem dober v kriptovalutah, ampak nekega družbenega proizvoda, ki bi pozitivno vplival na ljudi, na mojo družbo, na mojo skupnost, pa tukaj ni. Kako ti gledaš na ta svet? Recimo, današnji svet kriptovalut, kako pozitivno vpliva na družbo, je definitivno recimo hitrejše transakcije, ki se lahko zgodijo, ker nam blockchain to omogoča. Ni več kakšnih, bančnih zadržkov. Vi, če želite danes poslati prijatelju na Finsko
30,000 evrov, boste imeli recimo, da težavo lahko. Ne? In tukaj jaz vidim nekako hitrost, efektivnost, pa tudi konc koncev glede na stroške gledano, se vemo, da recimo delovanje samih kriptovalut tudi požre po domače neke elektrike, ampak veliko manj kot bančne institucije in pa... A to je to rudarjenje, ne? Tako, recimo, in kot zanimivost, več kot 50% te elektrike prihaja iz obnovljivih virov. Tako da res po drugi strani se da kar nekaj točk najdeti, ki pustijo pozitivno plat na našo družbo. Zdaj bi jaz rad še obrnil tole zgodbo. Ne? Boris je štartal s temi moralnimi zadržki, so pa tudi določeni kriptopreroki, ki govorijo pa, da je kripto, bom rekel, najbolj moralno dejanje tega časa, ker naj bi šlo za nek anti-establishment gibanje, ker naj bi šlo za rušenje globalnih monetarnih politik, ki vzdržujejo, bom rekel, geostrateško sliko tega sveta, ki je pravzaprav naslednica evropskih imperializmov in da gre za potencial osvoboditve. Kako bi to komentiral kot ustanovitelj kriptoborze? Definitivno premik v pravo smer, glede se pravi celotnega, bom rekel, kriptosveta. Še enkrat, jaz sem mnenja, da ne bojo kriptovalute nadomestile fiatnih valut, ampak zelo dobro pa odkrivajo določene stvari, ki se dogajajo in pa so bolj pravične za nas ljudi. Tako da zato pa definitivno zato smo tudi v bistvu nekako podporniki kriptovalut v CryptoUnityju, da bojo nekako pripeljale do nekega boljšega outcoma na koncu, kar se tiče celega finančnega sistema in pa, bom rekel, razvoja v digitalizacijo naprej. Dejansko smo v bistvu točno to vprašanje, ki sva ga zastavila tudi tebi, je Luka zastavil tudi na ključni mimohodečim in sicer je torej vredno povedati, da so vsi sicer dejansko lastniki kriptovalut, ampak vprašanje je bilo, se vam zdi takšno služenje kriptovalut okej? Cenim tudi, da si ljudje upajo to tvegati, v kakšnem smislu? Da se pač sami naučijo in to potem v to grejo. Spoštujem pa še bolj tiste, ki potem mogoče to za ta denar za kaj dobrega porabijo. Ne? Zdaj pa, če sam akumulirajo milijone, pa se hvalijo s tem okoli, pa si kupujejo prošeje, to pa pač ni glih, ne? Ja, to se mi zdi v redu, kdor ne riskira, ne profitira in tako da, ja, tisti, ki so vložili v to, so mogli veliko riskirati. Je pa res, da se tudi sam ne strinjam s kakimi kriptovalutami, predvsem meme-coini, velikrat je to tudi odlična odskočna deska za kakšne prevarante. Pri Bitcoinu pa mislim, da je opravljeno koristno delo zaradi tega, ker Bitcoin predstavlja decentralizirano valuto, ki lahko zelo veliko doprinese družbi. Ok, Sandi Špenko, mogoče za konec še malo prihodnosti kriptovalut. Zdaj s Trumpom se je zgodil spet en tak vzpon, znaš to kaj pokomentirati, zakaj? Trump je ogromen podpornik kriptovalut in je tudi povedal, da vse kriptovalute, ki jih ima Amerika, jih ne bo prodajal, jih bo držal, tako da to je zelo dobra taka pozitivna bom rekel, stvar, ki jo je povedal. Ampak ja, zakaj je to pozitivna stvar? Že iz tega razloga, ker sama sentiment, se pravi kriptovalute nekako delajo, pa bom rekel, kar se dogaja okrog njih je, kako dejansko se mi odzivamo na to, kako se mediji odzivajo na to in konec koncev, če novo izvoljeni predsednik ene izmed najmočnejših, da reči temu držav na svetu, je podpornik nečesa, potem tudi ljudje... dober PR je. Tako. Kriptovalute dovzetne na naša čustva na nek način. Ja, tudi. Wow. Tudi. Vrhunsko. Za konec smo ulico v bistvu pa vprašali še to, ker smo se mi že prej pogovarjali, boš ti še pokomentiral, ampak v katero kriptovaluto se potem, če potegnemo pod črto, trenutno najbolj splača vlagati? Ja, jaz sem tisti old school za Bitcoin na dolgi rok, ne? Zato ker je tak stabilen že, da je postal med kriptovalutami v bistvu zlato. Trenutno sigurno ne v Bitcoin, ampak ja, ne vem, to noben ne ve po mojem. Definitivno, če nimamo pojma, pa bi radi bili vsem izpostavljeni trgu, najbolj vlagati v Bitcoin, ki je tudi nekako najbolj stabilen. Evo, Sandi Špenko, CryptoUnity. Čeprav razumemo, torej v Bitcoin, sigurno ne v Bitcoin, pa še najbolj sigurna opcija je Bitcoin. Moj nasvet, pa ni finančni nasvet, je, da ne imeti vseh jajčkov v eni košari.
Bitcoin je zelo, bom rekel, lahko je večina vašega portfelja, ampak razpršiti med stabilne kriptovalute, čisto odvisno, kakšen človek ste. A želite več razkirati, boste dal neke začetne kriptovalute, boste manj razkirali, pa bolj stabilne. Tako da razpršiti in kar je najbolj pomemben, se izobraževati on the go, se pravi, vedno se izobraževati, pa gledati nekako na to, da ni to iz danes na jutr, čeprav bi to radi vsi, jaz bi imel tudi rad kaj na bledu, ampak ne gre iz danes na jutr in dolgoročno investiranje v kriptovalute pa definitivno se splača. Še eno vprašanje, evo, ki spet zadeva posredno moj bled, ampak tako čisto resno. Ajde, jaz zdaj investiram, ne. Vzamem tam imamo te 3 jurje in investiram. Kaj se zgodi, če zmanjka elektrike? Prijatelj. Dobro vprašanje. Grozijo s tem nekim energetskim mrkom in tako naprej, ne? Se veš, te sončevi izbruhi, kibernetska vojna, umetna inteligenca. Jaz bom tako rekel, ne? Če dejansko zmanjka elektrike povsod, je po moje ta zadnja stvar, ki se všti sekeru, ki je teh 3000 evrov v kriptovalutah. To si za nekaj dobro odgovor. Tako da jaz mislim, pa tudi potem enkrat, recimo, ko pride elektrika nazaj, načeloma blockchain je decentralizirana zadeva in bi mogel dostopati spet do teh svojih kriptovalut. Zdaj, v komentarjih enega Reddit posta sem videl, da je edina valuta, ki na koncu ostane, če se zgodi energetski mrk, če se zgodi vojna, so, mislim, da cigarete pa flaša alkohola. Ne? Ja. To je edina stvar, ki ostane. Ne, jaz imam še eno vprašanje. Evo, vem, da gremo že malo čez časovnico, ampak kako bi rekel, zdaj, umetna inteligenca prihaja, ne? Katere inteligenco se ne da napovedati pravzaprav. Ne? In zdaj finta te blockchain tehnologije, da so neodhekljive, ne, če prav razumem. Ne? A bo umetna inteligenca lažje shekala NLB klik ali Bitcoin? Nič ni nehekljivo. Ja. Je samo, da je ta blockchain tehnologija res, mislim, da najmanjša možnost, da je hekljiva. Ja. Ampak spet je, pri AI-ju je tako, oziroma pri umetni inteligenci, da dokler, če sploh je še v naših, bom rekel, pod našimi pravili, potem je še v redu. Ne? Če gre ven, je spet to ta zadnja stvar, da bi hekala blockchain. Okay, hočeš reči, ko bo znala AI shekati blockchain tehnologijo, je 3 ure od tamaga zadnja stvar, ki nas naj skrbi. Tako. Sandi Špenko, hvala ti najlepša za pogovor in za tvoje modrosti, pa da si nam nekako pokazal ta svet, ki nama je bil tuj, pa nama je zdaj mičkeno manj. Jaz zdaj v zaodrju pa še tisti ta pravi nasveti za Jurija, ne? Ja, gremo na Bled, ne?